Lepo pozdravljeni. Tokratni flash pričenjam z otvoritvijo razstave 12 prostorov, ki je potekala v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Ja, že drugo leto zapored namreč gostijo po 3 umetnike iz Nemčije. No, umetniki tako ustvarjajo v okviru izmenjave, in sicer med Slovenijo in Nemčijo. 3 domači umetniki pa ta isti čas ustvarjajo torej v Freisingu. No, lani je razstava potekala v Nemčiji, letos pa so se torej tako slovenski kot nemški umetniki združili in predstavili v Slovenjgracu. Istočasno pa so 2 prostora namenili novi postavitvi zbirke Pina Poggija. No, in v prvem prostoru smo lahko torej obiskovalci podrobneje spoznali Poggijevo literaturo, v drugem prostoru pa Arte utile okolje, in sicer pomembni ostanki Evrope. No, v tem delu umetnik s skulpturami iz kamna, risbami in tudi ogromnim ogledalom v popolnoma belem prostoru pravzaprav vabi obiskovalce, da se soočimo z zgodovino Evrope. Zdaj pa vas sama vabim, da si ogledate nekaj utrinkov. Zdaj pa v Avstrijo, v majhen kraj Fürstenfeld, kjer je potekal že 4. mednarodni festival grafiti in street art Styria, ki je med seboj povezal kar 3 države, torej Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko, in pravzaprav 15 mladim iz vseh teh 3 naštetih držav ponudil 6-dnevno brezplačno grafitersko doživetje. No, v prejšnji oddaji sem vam že predstavila slovenskega soorganizatorja Rada Poggija iz društva RAMAU. No, zdaj v tem trenutku pa besedo predajam idejni vodji in dejansko tudi organizatorju celotnega festivala, torej magistru Norbertu Lipu. Zanimalo me je, kaj je torej osnovna ideja tega festivala in kakšno vlogo pri festivalu ima dejansko Slovenija oziroma Slovenjgradec. Die Idee dieses Graffiti and Street Arts Festival, Styria 2014, ist, die 3 Länder, Slowenien, Ungarn, Österreich, wieder näher zueinander zu bringen. Die haben einen gemeinsamen Kulturraum gehabt und wir wollen dieses Projekt, dieses Kulturprojekt neu definieren und diesen Kulturraum neu definieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese Grenzen, die vorhanden sind in den Köpfen der Leute, wollen wir mittels Kunst abbauen, und es ist sehr spannend gewesen, heuer mit den Teilnehmern aus Slowenien, Ungarn und Österreich zusammenzuarbeiten und gemeinsam uns auszutauschen und die Zukunft neu zu denken. Es war auch heuer das 2. Mal, dass wir mit Slowenien zusammengearbeitet haben, und es ist sehr erstaunlich für mich, wie viele kreative, junge Leute es in Slowenien gibt, die mit so viel Enthusiasmus an diese Sache herangehen und neue Ideen bringen und uns alle bereichern. Es war sehr, sehr
interessant und unglaublich und ich möchte mich auch beim Herrn Carlo Pocci sehr herzlich bedanken für die Teamleitung und für die Vorträge im europäischen Kontext für die Jugendlichen. Das war sehr, sehr bereichernd. No, hkrati sem se z organizatorjem pogovarjala tudi o svetovno priznanih umetnikih, ki dejansko sodelujejo in vodijo delavnice na tem festivalu in nenazadnje tudi planov za prihodnje leto. Heuer haben wir es geschafft, wirklich auch sehr, sehr internationale Teilnehmer zu finden, also Künstler zu finden, wie zum Beispiel Dan Potlek aus Holland, der nach Mumbai weiterfliegt jetzt, oder Sumo aus Luxemburg und sogar aus Venezuela. Die Lim Mosta, Lim Morena heißt sich, AK Mosta. Und für nächstes Jahr wollen wir den Schwerpunkt auf Südosteuropa setzen. Das heißt, wir wollen auch Graffiti-Sprayer, Street Art, Künstler, Musiker, Philosophen, alle möglichen kreativen Leute hier aus Slowenien, Kroatien, Bosnien und so weiter bringen, um dieses Thema Südosteuropa und diesen gemeinsamen Kulturraum zu spüren. Wir haben ja, die Idee ist es, ein Triptychon zu machen. Das heißt, wir machen das in Fürstenfeld, aber auch in Slowenien-Gradec und in Körment und das ist noch sehr offen. Aber wir wollen immer diese 3 Länder miteinander verbinden. Das heißt, wenn man in einer Stadt ist, Fürstenfeld, bin ich gleichzeitig auch in Slowenien und bin ich gleichzeitig in Ungarn. Und dieser Kontakt ist sehr wichtig, dass es auch in den Köpfen der Leute ist. No, festival je z vsemi svojimi močmi podpirala tudi avstrijska deželna vlada, kot nenazadnje tudi občinari mesta Fürstenfeld. Torej, kulturni referent mesta Fürstenfeld je za našo televizijo povedal, zakaj dejansko podpirajo to vrstni festival in kako ocenjuje sodelovanje z ostalimi državami. Ja, wir haben uns vor 4 Jahren erstmals entschlossen, ein Festival, erstens ein Kunstfestival, zweitens ein Festival mit jungen Leuten hier in Fürstenfeld zu machen, weil wir glauben, es ist mit Abstand die beste Möglichkeit, dass junge Leute miteinander kommunizieren. Und auf der anderen Seite ist es ja auch eine der schönsten Dinge, Kunst zu machen und das geführt in Workshops von wirklichen Superstars, von internationalen Superstars, die hier dann nach Fürstenfeld kommen. Ja, das ist der größte Wert an der Sache, nämlich, dass wir in Fürstenfeld, in dieser österreichischen Randlage, dadurch, dass wir uns vernetzen mit Slowenien, mit Ungarn, wieder in den Mittelpunkt rücken. Das ist ja dieser europäische Gedanke, dass die Grenzen fallen und dadurch Städte wie Fürstenfeld, wie Österreich im Gesamten noch mehr in den Mittelpunkt rücken und so die Bedeutung dieses Kunstfestivals ja eine ganz andere bekommt, nämlich diese Zusammenarbeit innerhalb Europas grenzenlos ist.
Še en festival se je odvil v preteklih dneh, in sicer Festival mlade literature Urška, ki je tudi letos nekemu mlademu pesniku oziroma mlademu prozaistu spremenil življenje. Navrošljan za nagrado dobi prvenec in z njim dejansko tudi odgovornost, da napiše najboljšo knjigo, kar jo pač v tistem trenutku zmore napisati. Torej knjigo, ki se bo dotaknila našega dna in nam tam tudi nekaj pustila. Zdaj pa besedo predajam vodji območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Torej, to je sklepni del natečaja revije Mentor, ki vsako leto razpiše in pošlje razpis mladim avtorjem, ustvarjalcem, ki se lahko prijavijo na ta razpis. Gre pa za mlado svežo literaturo, ki smo jo pa z letošnjim letom omejili tudi do 30. leta. Torej gre za populacijo, ki bi jo radi zajeli v čim večjem številu, torej dijakov in študentov v Sloveniji. Prijavilo se je 120 avtorjev s svojimi deli, piscev, in na področnih regijskih srečanjih z različnimi regijskimi selektorji je bilo izbranih 21 tekstov teh mladih literatov je predelal državni selektor Zoran Pevec in izbral 5 letošnjih finalistov. In to je osnutek in tako poteka ta natečaj oziroma razpis revije Mentor, Festival mlade literature Urška. Kakšne so torej tiste karakteristike, po katerih recimo ta gospod Pevec potem izbere najprej 21 in še kasneje 5? Zelo različnih. Vse gre za dela tako poezije kot proze, tako da zelo težko rečemo. Ključ pač teh mladostniškega navdiha, sveže mlade literature, tu se še pisci iščejo, še nimajo tako izrazito dodelane literature in besedil, ampak na podlagi tega nekaj posebnega, kvalitete, ki izstopa, pač potem izbere teh 5 avtorjev. Glede na to, da ste ves čas torej prisotni pri tem festivalu Urška, me zanima, recimo, če pogledava malo v zgodovino, vse, kar se avtorjev tiče, kakšna so recimo dela, ki so jih pisali pred časom, pišejo in katera pišejo danes, se odraža tudi trenutno recimo stanje mogoče v Sloveniji? Se odraža stanje, ker namreč tudi to področje smo zajeli v razpisu in tako revija Mentor razpisuje tudi razpis za najbolj protestno pesem Feferon, ki jo je letos napisal in bil izbran kar za široko podporo različnih režijskih, kako bi temu rekla, selektorjev. Marko Skok, Mezopotamski, Nevidni, ki so jo naši spunkovci tudi na zaključni prireditvi odlično interpretirali. No, lani se spomnim, da je bilo dosti reperjev. Reperjev pravzaprav torej neka zvrst glasbe in poezija, ki je med mladimi očitno zelo priljubljena. Če bi za letošnjo leto recimo izpostavili neko zvrst, kaj bi lahko dejali? Letos se mi zdi precej poezije. Več poezije, manj proze, ampak je bilo kar nekaj tudi različnih tekstov in proze in poezije, no? Ampak se mi zdi, da je prevladovala poezija. 5 finalistov, ti finalisti so bili iz katerega področja? Matej Cigale, Maja Milošević, Ana Marija Semič, Patrik Holc, Petra Žist, mislim, da 3 pisci poezije in 2 proze. No in potem sklepna prireditev, dobili ste zmagovalca. Kaj pravzaprav, seveda, poleg tega, kdo je zmagovalec, kaj zmagovalec prejme in kakšna je njegova, recimo temu takole, nadaljna umetniška pot? Tako je, letos je bila izbrana Petra Žišt iz Slovenske Bistrice, mlada kulturna antropologinja, tako se je tudi predstavila na doktorskem študiju že, zelo uspešna tudi po svoji, kako bi rekli, karieri. In je napisala odlično poezijo, tako da njena nagrada za ta izbor bo izdaja prvenca prihodnje leto in pa še kot posebna nagrada udeležba na festivalu mlade literature prihodnje leto v mesecu juniju v Pragi. Tudi lani je bila zmagovalka ženska, ali, če malo karikiram, to pomeni, da smo ženske bolj prisotne na tovrstnih festivalih?
Mogoče res, čeprav se trudimo, da nekako bi izbrali mešano ekipo, ampak ne morem pa to zagotovo trditi, da je tako. Je mešana struktura piscev, tako moških kot žensk. Ja, lanska zmagovalka Tinka Volarič se je predstavila letos popoldne v mestni kavarni s svojim prvencem. Tudi odlična pesnica bo tako. In je že seveda tudi izdala svoj prvenec. To je njena nagrada, ona je bila lanska finalistka, izdala prvenec. Gabriela Babnik je bila, pisateljica Gabriela Babnik je bila njena mentorica in sta skupaj pripravile ta prvenec, to knjigo, ki je njena prva izdaja. Če ste se v tem tednu sprehajali po Cankarjevi ulici v Slovenj Gradcu, potem ste bržkone ugotovili, da se pred bodočo glasbeno šolo nekaj dogaja. No, preden predam besedo županu, naj povem, da je objekt trenutno v 3. gradbeni fazi, ter da je izbran izvajalec za dokončanje objekta Dema Plus d.o.o. iz Ljubljane. No, še letos se bo torej izvedla zaščita objekta vkopanih delov, sem sodi hidroizolacija in toplotna izolacija. Še letos bodo izvedli grobo instalacijo vodovoda, kanalizacije in elektroinstalacij ter montažo oken, vrat ter steklene fasade. Za vse našteto je za leto 2014 predvidena realizacija, in sicer v višini 318.600 evrov. Za leto 2015 pa je predvidena realizacija v višini 970.000 evrov, ki pa ne zajema stroškov nabave opreme. Ja, vsi smo veseli, da se je začelo nekaj dogajati, da ta ruševina nekako gradbena, začetek gradbenih del, ki je sem imel 2 leti, zdaj je doživel nek preporod, začela so se gradbena dela, izbran je izvajalec Dema Plus iz Ljubljane. S tem izvajalcem smo sklenili pogodbo za dokončanje del. V letošnjem letu je po pogodbi potrebno izvesti dela v višini 318.600 evrov. Ta dela zajemajo vgradnjo stavnega pohištva, izdelavo inštalacij v stavbi in izdelavo tudi hidroizolacije, ki je manjkala. V naslednjem letu do 30.6., ko je končni rok izdelave ali pa izvedbe glasbene šole, pa je potrebno seveda finalizirati delo. Fle zaključujem s konstitutivno sejo Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri so formalno potrdili mandat tako županu, kot tudi članom občinskega sveta. Ja, 25-članska zasedba se je tokrat dejansko prevetrila, kar polovica je namreč novih obrazov. In vse te novince sem povabila tudi pred našo kamero. Smo torej tik pred prvo sejo Mestne občine Slovenj Gradec. Danes ste prvi zasedli svoj prostor, oziroma boste prvi zasedli. Kakšni občutki vas prevevajo torej par minut pred začetkom seje? Ja, prvo najbrž neko vznemirjenje, neko pričakovanje. Te priložnosti bi pa pravzaprav rekla, da sem vesela volilnega rezultata ekipe. Smo najmočnejša stranka, obdržali pravzaprav ta status, da smo najmočnejša stranka tudi v tem obdobju. In seveda sem vesela, da je uspelo tudi meni, da sem prišla v občinski svet in pričakujem, da bo delo pestro. Kaj so recimo teme, na katere boste morda vi še nekoliko bolj opozarjali, kot so morda bile do sedaj nekako poudarjene? Ja, pravzaprav sem se odločila že takrat pri kandidaturi, da se bom posvetila bolj ne gospodarstvu, da bom skrbela, bolj budno skrbela nad zdravstvo, šolstvo, kulturi na tem področju. Ja, danes je ta prva seja mestnega občinskega sveta. Jaz pričakujem v tem mandatu 4-letnem, da se bo ta občina temeljito spoprijela z stanjem zaposlenosti v tej koroški regiji in predvsem z gospodarstvom. Dejansko je tudi moje delovno mesto v banki in tudi bom pripomogla z dodatnimi financiranji tega gospodarstva in da dejansko mladi v tej občini dobijo zaposlitev in da onemogočimo beg možganov čez mejo. Ja, pravzaprav so mene izvolili za to, da bi se mogoče malo borila za ranljive osebe, za starejše, za mlade, sploh pa za tiste, sploh pa to, da bi bila preventiva malo širše v našem okolju. Recimo bolj
Te je zelo malo v delovnih organizacijah, podjetjih in se mi zdi, da so sploh delavci v podjetjih zapostavljeni, da bi nekako mogoče še strani občine lahko jim pomagali. Seveda samo zdravstvo tega ne zmore, rabimo širšo lokalno skupnost pri tej dejavnosti. Ja, jaz mislim, da bom lahko pomagal ljudem, recimo živimo v Šmartnem na podeželju, da bi jim mogoče še tiste stvari, pa tiste, recimo, ne vem, ki še niso bile do sedaj realizirane. To. Torej, zavzemali se boste konkretno za kaj? Konkretno za, recimo, za izboljševanje teh lokalnih cest, stanujemo v Šmartnem, recimo za pač dobrobit ljudi, ki tam živijo. Torej, kot so pravkar ugotovili, ste ena med mlajšimi, če ne celo najmlajša. Torej, kaj pričakujete z temi svojimi rosnimi leti? Ja, jaz bi se mogoče na tem mestu še enkrat zahvalila vsem volivcem za izkazano zaupanje, da pač nam so dali možnost, da pač naslednja 4 leta sooblikujemo politiko občine. Seveda, kot ste sama že omenila, kot najmlajša svetnica se bom seveda v tem mandatu posebej še zavzemala za dobrobit mladih, za njihove vključevanje v družbo ter zagovarjala njihove interese. Tako da, kar se pa tiče v bistvu ostalih, pa mislim, da je pač bo potrebno nekaj časa, da spoznamo delovanje občine, vidimo, kakšna je situacija in potem bo to lažje govoriti, za kaj vse se bomo zanimali tudi v okviru, bom rekla, danega proračuna. Pričakujem veliko, kajti prej v aktivno politiko nisem bila vključena in sem nekako se zdaj odločila, da je pravi čas svojo energijo, sproščenostjo, pozitivnostjo, pač želim doprinesti nekaj novega, drugačnega, poštenega in tako naprej. Kaj pričakujem, pač moj največji osebni cilj je, ker sem doma iz Podgore, iz podeželja, da končno povežemo Šmiklavž Podgorje z mestom Slovenj Gradec, v bistvu na način in tako, kot je že povezano Pameče in pa Šmartno, to se pravi kolesarska pot, pločnik, razsvetljava. Da naredimo tudi varno šolsko pot in da bi krajanom bil tudi boljši dostop do mesta. To je v bistvu moj osebni cilj, ker pač je tudi veliko ljudi v Podgori in Šmiklavžu istega mnenja in to se že nekaj časa dela ni bilo narejeno. Mi se bomo zavzemali za vrednote, ki jih nekako predstavlja stranka Mira Cerarja. To pomeni za transparentno delovanje tako mestne občine kot vseh njenih organov in pa seveda za delovanje v skladu z zakonom. Morda še kaj posebej konkretnega, recimo tisto, kar bo vaša domena? Poskušali bomo, bom rekel, pomagati vaškim in četrtnim skupnostim, da v čim večji meri uresničujejo svoje plane, ki jih imajo nekako načrto v tem mandatnem obdobju. No, od prve seje mogoče res ne pričakujem ne vem kaj novega, s tem, da pa od vseh naslednjih pa seveda konstruktivno delo in pa seveda upam, da bomo vsi delali za naše krajane in pa za občane mestne občine Slovenj Gradec. Gospa Konečnik, tudi vi ste torej ena izmed novih obrazov torej v svetu mestne občine Slovenj Gradec. Kaj pravzaprav pričakujete od dela in zakaj se boste konkretno vi posebej še zavzemali? Od samega dela pričakujem predvsem to, ker prihajam iz šolstva, da se bodo mladi po končanem izobraževanju seveda vrnili v našo dolino in da bodo seveda imeli službo. Zato pričakujem, da bomo delali predvsem na to, da bomo odprli nova delovna mesta, da bomo zagnali gospodarstvo in pa seveda nove službe za mlade ljudi. Ja, jaz v našem predvolilnem plakatu napovedal, da sem boril za oziroma zavzemal za probleme podeželja in probleme kmetijstva. Nimam nobenih pretenzij, da bom karkoli spominjal, bom pa dosledno podpiral program našega župana. Zakaj smo zavzemali? Za tisto, kar smo si pač v programu že malo sami odločili. Medtem ko pa pričakovanja so, glede na to, da sem čisti novinec na tem področju, kolikor sem lahko lokalno politiko spremljal včasih malo preko seja, drugače pa bom poskušal najprej usvojiti to znanje, predvsem tehnično znanje. Sicer sem pravnik, tako da malo bolj upam, da bo to šlo. Kar se pa tiče vsega ostalega, bomo pa videli, kako bo naprej. Jaz upam, da bomo upravičili naša, pričakovanja volilcev predvsem. Pričakovanja so zmerna do optimistična, zavzemali se pa bomo, se pravi naša svetniška skupina,
za program, ki smo ga predstavili javnosti, program, ki je enak županovemu. Morda kakšne posebne, recimo vaše osebne prioritete? Moje osebne prioritete so razvoj okolja in prostora. Tu sem se vedno angažiral, bil sem že tudi v odboru in tudi sedaj mislim na tem področju prispevati svoj delež. No, jaz bi se prvič najprej zahvalil volivkam za podporo, da sem lahko prišel v ta svet. Jaz sem zalagal za vse najboljše, da bo občina res delovala tako, je potrebno za naše krajane pa občane. Morda še kaj konkretnega, recimo, kaj je tisto, za kar se boste zavzemali? Ja, mi se bomo najbolj zavzemali, jaz kot na tem področju za gasilsko organizacijo, potem tudi za varovanje naših ljudi in premoženja, potem bo vse ostalo za šolstvo, za vse, kar bo potrebno. V nadaljevanju so izglasovali predstavnike Komisije za mandatno vprašanja, volitve in imenovanje, no in 7-članski organ tako zastopajo nosilci prvih 7 strank. Ti so Potočnik Slovenjgraška lista, Kolar Desus, Kašnik SD, Javornik SMC, Vrškovnik lista za mesto in podeželje, Cesar SLS in Raj lista Borisa Raja. Več pa slednjim. Torej pravkar so bili izvoljeni, potrjeni predstavniki KVIA za dejansko po vašem predlogu, ker prvoten predlog občine je bil nekoliko drugačen. Ja, ne vem, pač pa diskusija bila na kolegiju, ne vem, kako je ta informacija prišla do vas, pač pa na kolegiju je bila debata in prvotno je bil predlog, da se gre po volilnem izidu, tako kot je tudi že za ostale odbore danes župan dal vedeti. No, sam sem resnično predlagal na kolegiju, da je za tako pomemben organ pametno in koristno za mestno občino, da ni preveč enostransko politično obarvan, da izhajamo iz tega, da se, kot sem tudi takrat dejal, razprši torej sodelovanje v tem organu, kar se da na veliko število članic in članov različnih opcij. In me zelo veseli, da je župan in ljudje okrog njega, ki so pripravili ta predlog, sprejel tako pobudo in da je pravzaprav danes tudi ta predlog popolnoma takšen podal, s čemer sem jaz izredno zadovoljen, ker sem prepričan, da bo lokalna skupnost, da bodo naši javni zavodi in da bodo organi oziroma odbori mestne občine sestavljeni bistveno bolj kvalitetno, kot so bili v preteklosti, če ravno nekih eksplicitnih kritik zdaj nima smisla izrekati. Pač pa menim, da bomo temeljili, da bo delo KVIA temeljilo v višji meri na iskanju kompetenc, iskanju pravih ljudi za prava mesta, ne glede na politično barvo. Seveda se pa glede na politični sistem pa v celoti temu ne bomo mogli izogniti. Sem pa prepričan, da glede na imena, o katerih smo danes bili seznanjeni in smo bili izvoljeni, je eno zagotovilo, da bo ta organ zelo usmerjen v iskanje kvalitete, manj pa političnih barv. In če smo še pred časom beležili le eno svetnico, sem jih na včerajšnji konstitutivni seji občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec naštela kar 6. Ali bodo te v razpravo dejansko doprinesle nežnost in mir, kar je želja našega župana, pa bomo videli kaj kmalu. V tem trenutku le še srečno.